Čudovito ponedeljkovo jutro, dragi poslušalci in poslušalke. Upam, da ste imeli čudovite velikonočne praznike, da ste lepo praznovali, da ste se tudi vi prebudili od mrtvih na vaš način. In midve sva tukaj kot vsak ponedeljek z vami z najnimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanja, glede naravnega zdravja, zdravljenja, kako postati bolj vitalni, kako poskrbeti zase skozi celo življenje, zato da vas ne bojo pestile te pogoste težave, kakor jih ima danes praktično vsak drug človek, ko pride mimo, ali pa še kaj več od tega. Da vas spomnim, v komentarje lahko zapišete vprašanje, ki jih imate, in se lahko, ta vprašanja se res lahko tičejo česarkoli, to so lahko vprašanja o določenih temah, v zvezi s fizičnimi zadevami, čustvenimi, mentalnimi, tudi duhovnimi, ali pa če imate zelo specifične simptome, vprašanja, tudi to lahko zapišete in bodo do tega prišle. Danes imamo pa midve na sporedu eno zelo fajn temo, take, ki jih midve zelo rada odgovarjava. In sicer tema je, kaj narediti v življenju, ko imamo občutek, da smo popolnoma zabredli, da smo stvari res naredili, da pogledamo okoli sebe in rečemo, ni mi všeč, nočem živeti takega življenja, nekaj se mora spremeniti. Ampak kje v bistvu sploh začeti v trenutku, ko pridemo mi do tega uvida, da stvari tako, kot so, ne funkcionirajo? Kaj so tisti koraki ven iz tega, kar se zna zgoditi, in vsi smo že bili v situacijah, ko res pademo v neke luknje, odvisno, lahko se to zgodi po različnih zadevah, včasih sploh ven izhoda ni videti, in včasih se sprašujemo, kaj bomo sploh naredili, kaj lahko naslednje korake naredimo, kako prideti ven iz tega. In danes bom midve govorila malo o tem, kako v bistvu okoli obrniti življenje. Ko pride do tega, da si to želite, midve so to večkrat že obe naredile. In jaz mislim, da bo ta tema zelo, zelo koristna za vse, ki to poslušate, in zelo zanimiva. Tako da, Neja, evo, jaz predajam tebi besedo. Dober dan, dobro jutro vsem, ki naju poslušate. Tudi jaz vam želim lepe praznike, danes je še praznični dan. Jaz sem na Facebooku napisala, da so že tisočletja, preden se je začelo praznovanje velike noči, so že, če rečem tako malo na narekovajih, pogani praznovali ta praznik. Ampak to ni praznik zdaj, da so kar nekaj praznovali, ampak je to praznik prebujenja. Saj v krščanstvu je to, da se je Jezus obudil od mrtvih. No, včasih so pa praznovali prebuditev v novo pomlad, v novo življenje, spet v to brstenje, v novo energijo, ki prihaja, ker zima je bila hlad, je konzervacija, je negibnost, je tako na nekem nivoju kakor mrtvo, potem pa pride spet nova priložnost, da raste. No, in je to izraz ljubezni mame narave, da spet vse brsti. No, in jaz vsakmu izmed nas želim, vključno z nama, da ta novi preporod deluje tudi v nas samih. In zato je danes ta tema, ki je na vrsti, res izjemna tema, izjemno primerna tema prav za ta čas, ko vsak, ki želi na novo začeti, je zdajle energija, ki te podpira, ki me podpira, ker jaz sem zdajle, sem ravno prejle ali razlagala, vzela sem si nekaj časa za sebe, zato da prav naredim ta preporod v sebi, in energija zdajle ta preporod podpira. Zdaj pa, če povem še eno drugo perspektivo, nekdo, ki je čist dol na tleh, ki ne ve, kaj naj naredi,
To je približno tako, a veš, kot otroci smo skakali v šoli čez konja, čez kozo, ne vem, kako se tisti že imenuje. Ampak spredaj smo imeli pa zmeraj eno odskočno desko. No, in prvo si zalaufal, a veš, pa si se pa odbil si odskočil na to odskočno desko, ta je šla fajn dol, poti pa dvigan na gor, no, in takrat, ko smo najnižji v svojem življenju, takrat me je skozi v mislih, takrat si na odskočni deski najnižji, ker te potem conk odbil lahko višji. Tako da je zelo dobra točka, to ni slaba točka, to je zelo dobra točka, da te odbije višji, ker nižji ne moreš iti več, ne. No, in zdaj pa, seveda, vsak ima potem svojo pot, kako v tistem, zdaj potem pa začneš leteti višji, čez kaj potem, čez katere probleme letiš, kako narediš to. No, in jaz bom povedala mojo pot. Vsak na nekem nivoju je fino, da vsak najde svojo pot, tisto, ki mu lastnemu ustreza. Jaz recimo učim v Postani mojster zdravja različne tehnike, vaje, Ivitalis vaje, ki pomagajo za to, da spremenimo energijo. Tudi zdajle bomo imeli, mislim, zdajle, no, čez približno 2 meseca, se pripravi, rezerviraj čas, Ivitalis retreat, kjer bomo delali različne vaje, zato da se ta energija spremeni. No, in ko se energija spremeni, se spremenijo misli, ker te misli in čustva nas tako dol vlečejo. In v mojem življenju, ja, jaz sem bila v hudih depresijah. Jaz sem tudi bila že na tem, da ne bom več živela tako zavestno, da sem malo sebi stregla po življenju in čist nezavedno, ko sem imela razne bolezni, ki so bile življenjsko ogrožujoče. In nazadnje je bil to tudi rak, ne. Ampak in kako sem se jaz tega lotila? Ja, seveda, zelo veliko sem delala na spremembi energije. Ampak brez čutenja oziroma zaznavanja svojih misli težko karkoli naredimo. Zato je fino si vzeti čas, da, mislim, jaz sem se izolirala, zato da sem dejansko prišla do tistega znotraj, kar mene skozi nekaj moti, kar mi ni všeč. In s tistem toliko časa sedela, da je bilo potem tako, kakor da se je začel premikati. In potem sem vedela, da je tisti že začel bežati od mene. In potem samo še vaje zraven, zato da sem podprla dotok drugih stvari. In pa seveda, zelo pomembno, kar jaz neprestano na Postani mojster zdravja spodbujam, postavljati si namen, cilj, vizijo, kam hočeš iti. Ne česa nočeš, ker če si reči, zdaj imamo čisto tak kratek eksperiment. Ti rečem, ne misliti na rdečega slona, ne misliti na rdečega slona. Ne si predstavljati rdečega slona, ne si predstavljati. Ja, zdaj imate vsi rdeče slone noter, zato ker rdeč slon, imeti rdečega slona, ne imeti rdečega slona, so 4 operacije.
prva operacija, da si seveda tega slona prikličeš v misli, potem, da tega slona prekrižaš, da tega slona odstraniš in si prikličeš nekaj drugega. Recimo otroci, ko mu rečeš otroku, da ne boš polil, ja, kaj bo naredil? Raven polil bo, zato ker ni še sposoben mentalno teh operacij narediti. Zato je za nas veliko bolj prikladen, da si mi postavimo en cilj in za ta cilj ali za ta namen, za to vizijo, za to afirmacijo, ki jo imamo, zgradimo okrog energijsko polje, ki nas bo podprlo, zato da bomo mi ta korak naredili. In jaz sem na ta način začela, mislim, recimo, najbolj taka zadeva je bil rak se je vlekel že skozi vse generacije v moji družini, vse ženske so umrle za rakom. Si moraš misliti, kako močno so bile zakoreninjene te slabe misli in so se prenašale iz generacije na generacijo. In ena stvar je bila to, da sem se delala recimo to energijsko kavico, Ivitalis energijsko kavico, imaš na YouTubeu, jo imaš, ti jo pokažem, mislim, imaš posnetek, lahko delaš, da sem si zraven v vsaki taki pomanjkanje ljubezni do sebe, da sem si to delala in predstavljala, kaj jaz hočem drugače. Sebe sem si predstavljala in lahko rečem, da vsak dan mi bolj uspeva, ko pride, ni tako, da pride kakšna slaba misel, da te misel, da meni ne pridejo te slabe misli. To brez veze za razmišljati, da ne pridejo. Itak te pridejo. Tudi modrecem pridejo slabe misli. Samo razlika med navadenim človekom pa med modrecem je v tem, da modrec v 3 sekundah te slabe misli odpakira. Jaz kakšne že v 3 sekundah odpakiram, ja, kakšne se pa kar valajo. In takrat veliko več naredim vaj, takrat veliko več hodim v naravo, zelo pazim, da zdravo jem, da imam okrog sebe ljudi, ki verjamejo v mene, da berem dobre knjige, pozitivne knjige, da pogledam kakšen res dober film. Jaz imam zelo rada, da si dam muziko gor in muziko tisto kakšno dobro poslušam, ali plešem, zapojem. In jaz sem zdaj opazila, da zelo velikokrat, ne glede na to, da se kakšne slabe misli ciklajo, ampak na drugi strani se že cikla tudi ena dobra muzika. Se pravi, je že en golaž začel ratovati in bo ta stran veliko časoma, ko bom jaz več pozornosti dajala na to stran, bo potem ta stran počasi začela se premikati drugam. In potem, ko sem jaz orientirana na te, kako se jaz hočem počutiti, se okrog mene začne graditi drugo polje in je tako, to si pa že slišala, zakon privlačnosti. In ko jaz začnem s svojimi mislimi, svojo energijo kreirati drugačno polje okrog sebe, potem začnem privlačati tudi druge situacije v mojem življenju. Če pa se jaz skozi ciklam, jaz raka, vam povem, jaz raka ne bi rešila, ne bi se ozdravila od raka, če bi jaz ponavljala vse tisto, kar so ponavljale moje prednice. Tako da zdaj sem na kratko povedala vse, kaj sem jaz naredila, zato da sem se res iz globoke luknje raka ven spravila. O tem smo pa tudi, mislim, da enkrat v preteklosti z Aljo govorile, mogoče še kdaj kaj na to temo povedale. Skratka,
vse, kar počnemo, mora podpirati to, da se mi dobro počutimo. Če se nekje ne počutiš dobro, naredi nekaj drugega. In to je čisto preprosto. Zdaj pa še Alja ima zmeraj zelo pametne stvari za povedati. Jaz mislim, da je Neja zelo lepo zaobjela vse ključne točke. Jaz bi res rekla, prva stvar, ki jo res rabite narediti, to, kar je Neja rekla, je treba se odločiti, kaj hočete. In tukaj lahko berete knjige, lahko preberete biografije uspešnih ljudi, lahko razmišljate o tem, kaj ste želeli, ko ste bili otroci. Takrat so naše želje zelo velikokrat še veliko bolj v skladu s tem, kdo mi resnično smo, kar pa pol kasneje, ko se ful stvari nabere. V čem ste takrat uživali? Kaj ste radi počeli? Kaj vas je navduševalo? Da prijete nazaj spet bolj v stik s sabo. Kakor je Neja rekla, treba iti stran od fokusa na tega, kar vi nočete. Če vi vsak dan se ciklate, sem to nočem, unga nočem, tretjega nočem, četrtega, več tega dobite noter, zato ker vaša vibracija ostaja na nivoju teh stvari, ki jih tako nočete. Jaz bi res priporočila, če ste na takmu, dejte najti okolje, ki vas bo pri tem podpiralo. Tukaj ni za podcenjevati tega, kako težko je priti ven iz takih zadev, če ste obkroženi z ljudmi, ki vas dol vlečejo. Lejte, vi in to vsi zase poglejte. Danes je zelo popularno tudi v krogih, ki imajo ljudje različne probleme in različne bolezni. Ne? In mi dve vedno govoriva, bolezni vedno najprej nastajajo na nivoju energije. Se pravi, tiste nalepke, kaj mi gor damo. Tiste pa kar neki, tiste pa neka identifikacija. Pa sej ni lahko damo v neke različne koše te bolezni, pa jih poimenujejo, pa je neki bolezni ščitnice, pa neki bolezen tega, ponga, tretjega. Ampak zelo pomembno je, da mi nikoli ne začnemo delati da se poosebljamo, da imamo te identifikacije z določenimi boleznimi. Ne? Mi lahko vidimo, da ljudje cele Facebook skupine zgradijo okoli neke bolezni. In pa je tam noter ta skupina namenjena temu, da se ljudje med sabo jokajo en drugmu, kako imajo to bolezen. Vi držite sebe stalno na isti vibraciji tej bolezni, če ste obkroženi z ljudmi, ki vam stalno pravijo, da ste bolni. Ne morete priti ven iz tega. Ali boste porabili narediti 100-krat več, kot drugače. Tako da vedno zdravje se začne tam, da delate z ljudmi, ki ne vidijo, da ne vidijo, da ni mogoče, da niso stvari ven iz ravnovesja, ampak da vas ne primarno gledajo kot nekdo, ki je bolan. Zato, ker vi imate vse del sebe, ki je popolnoma zdrav, ki je popolnoma okej, ki ima svoje želje, ki ima svoje navdušenje in ta del vas ne pozna bolezni, pa ne pozna žalosti, pa ne pozna depresije, pa absolutno ne pozna tega, da si ne bi želel življenja. In je treba priti do tega dela. Mi smo ponavadi ful nekih nivojev gor na to napackali, skozi celo naše življenje, skozi to, kaj so nas učili, kaj so nam drugi povedali, da je prav, pa da ni prav, pa je primerno, pa ni primerno, pa kako se lahko obnašamo, pa kako se ne moramo obnašati, pa ne se jokati, ne se smejati, preglasen si, pretih si, poznamo vse to. In pol kar naenkrat ta del nas, ki nas dejansko lahko vodi v življenju, je tiho in ga ne znamo več slišati. Oziroma ni tiho, samo ne znamo ga več slišati. To je res tisti problem. In zato je tukaj treba začeti priti nazaj v te stvari, kaj se mi dejansko želimo, kaj je to, kar nas navdušuje, kaj je to, kar nam res zbudi neko iskrco noter. In tukaj se lahko začne z minimalnimi zadevami. Kaj je hrana, kaj je res nam dobra po okusu? Ali lahko uživamo v tem, da čutimo sonce na naši koži, na obrazu? Ali lahko uživamo v zvoku ptičkov, ki pojejo od zunaj? Ali lahko uživamo v določeni glasbi, ampak tisto res globoko uživanje, da se lahko prepustimo eni stvari. Zato, ker večinoma se problemi začnejo dogajati, ker smo mi stalno ujeti v naših mislih. In pa v bistvu nismo nikoli prisotni noter v telesu. To, kar je Neja rekla, brez tega, da mi čutimo, da zaznavamo, se ne moremo naprej premakniti. Zato, ker naše tisto kazatelj tega, v katero smer gremo, v katero smer je pravilno za nas, da gremo, je naše telo, ni naša glava. Naša glava nam tega ne more povedati. Zato, ker naša glava ima tako perspektivo, naše telo, ki pa procesira dejansko energijsko polje, energijo nas in vse to ima pa veliko višjo perspektivo.
Sam je nezavestna, oziroma mi ne moramo vedno na zavestnem nivoju razumeti, zakaj točno nas vleče v eno smer, in pa si ustvarimo zgodbice, da tja ne smemo iti, ker to ni logično. Sam poglejte, kam vas logika v življenju pripelje. Tako da, usmerite se v to, kam želite. Dajte najti podporo. Če imate podporo v ljudeh, ki so okoli vas, se oprite na to, ampak vi želite imeti ljudi, ki vidijo vaš potencial v vas. Ne ljudi, ki vam pravijo, koliko ste bogi, pa kako razumejo, da se tako počute, pa da je to jasno, pa da ja, življenje je grozno, pa vse te stvari, kaj se vse vam dogaja. Nič se ne dogaja vam, vse se dogaja za vas. Zato, da vas življenje vodi bližje k temu, kdo vi dejansko ste. To so lekcije, ki so vam dane na pot, da vi lahko naredite preskok, da lahko svoj razvoj peljete naprej. To je evolucija. Evolucija se zgodi pod pritiskom. Zato nobeni od teh ljudi, ki so dosegali neka ogromna znanja in modrost, niso prišli do tega tako, da so sedeli na kavču pa Netflix gledali. In tudi vi ne boste. In mi dva smo tukaj, da vas pri tem lahko podpirava. Pri komorkoli, kjer delamo z nekimi resnimi boleznimi, pridemo do tega, da je treba se postaviti na vizijo. Kaj je vizija? In vizija je lahko zdravje, vizija je lahko to, da vaše telo točno ve, kako se ozdraviti, vizija je lahko to, da boste imeli nov avto. Da, to je tudi ok. Tukaj se ne bomo omejevali. Karkoli je tisto, da vam da neko navdušenje, da reče, wow, to se bom pa dobro počutila. To, kar je Neja rekla, kako se počutite, je tista ključna stvar, zato ker vaše počutje je odraz vaše energije. To, čemur mi pravimo vibracija, točka privlačnosti, je vaše psihosomatsko stanje, je kako vaše telo procesira vaše energijsko polje. In to je kombinacija vaših misli in vaših občutkov. Tako da tukaj je treba pogledati misli, je treba pogledati, v kakšnih občutkih ste vi prisotni vsak dan, se pravi, ponavadi to gre tako, da misel sproži občutek, pa občutek sproži novo misel, pa se pa vrti to v krogu, pa ste pa v enem krogu, namesto da bi si odprli celo polje, ste v dveh dimenzijah namesto v 3 ali več. Tako da to je treba prekiniti te vzorce, pa začeti se osredotočati na to, kaj so tiste stvari v življenju, ki vam prinesejo te dobre občutke, v katerih lahko zares globoko uživate. In tukaj se govori o teh globokih užitkih, ne v poceni užitkih. Ker pocenih užitkih, to, da se vi preobjeste s čokolado, pa to, da gledate neke serije televizije, da vam dajo nek takojšen dopaminski hit, to ubija na dolgi rok. Tisti globoki občutki zadovoljstva, ki pa je biti zunaj v naravi, ki je biti v tišini, ki je biti v povezanosti s samim sabo, ki je čutiti to ljubezen do sebe, do drugih, biti del te mreže življenja. Užitek tega, ki pojeste res kvalitetno hrano, ko ste lačni. To so pa tiste stvari, ki zdravijo v življenju. In tja se usmerjamo, vedno. In to je korak po koraku. Kaj so te stvari, ki mi prinesejo več tega globokega užitka, kjer se počutim boljše v življenju. In pa tukaj vedno pride zraven, kaj moram dati ven iz življenja, ki me drži na isti točki, kot sem zdaj. Jaz, super, Alja, hvala. Zdaj, ko si to govorila, sem se spomnila, ja, mi dve pripravljamo masterclass, ne? Ja, prav, tisti, ki res hočete iti noter občutek, zaznati občutek noter v telesu, je ta masterclass za vas. Nekako sva rekla, junija bo zunaj, se pravi po Ivitalis retreatu, ampak tudi na Ivitalis retreatu lahko pridete v stik z nama, začutite, kako mi dve delava, Alja bo imela svoj del, jaz bom imela svoj del, kako dejansko pridete do tega čutenja, kaj se noter v tebi dogaja in kako te stvari sprocesirati, že to lahko dobiš na Ivitalis retreatu. To bo pa zdaj čez 2 dni bo zunaj, se pravi 11., 12., 4. bo že zunaj vabilo. Sicer pa vabljena na masterclass, kjer se bomo poglobili v
čutenje in kako recimo en občutek in kako s tem občutkom delati, da se ga prelevi. Odlično. Tako da jaz vam želim čudovit dan, čudovit teden, mesec, leto, življenje. Čau. Čau.